Imate že vi izkušnje tudi s sanacijem teh poplav? Kako se v preteklosti so se sanirale pri vas te poplave? Ja, jaz lahko rečem, da so pri nas še od 90. leta posledice. A ne, ker takrat sredstev nimaš, to, kar je nujno, lahko greste noter pogledati, vem, da je blato še od 90. leta, ker sredstev ni bilo in smo to na vrh pokrili, sprali, kar se je dalo. 90. leta, lahko rečem, jih je bilo manj poplavljenih. To pač tule ob Ljučenci, ki je bilo najhujše, je bila tudi od zavarovalnice, so takrat pač dajali, ni se ukvarjali s tem, ali je bila taka škoda ali ni bila. Leta 2000, ko smo bili spet poplavljeni, je od zavarovalnice me sekiro za čevlje, ja, to jih lahko operete, to jih klavir tam, ko smo ga iskali, ne, to ne stane toliko, tako da mislim, v tisti stiski jaz sem se zjokala, da me bo ob vsem tem za čevlje sekiro bile, niso bile, ko nimaš kaj. Vse se že... zdaj pa nimam zavarovano, pa da vam povem, da me niti malo ne skrbi. Res je, jaz nimam nove opreme, takrat smo obnovili, vem, kako bi zavarovalnica to ocenjevala, to je staro, tako pa avtomobile, a ne, če ga ti zavaruješ, dobiš po temu, ampak za mene je še vedno imelo uporabno vrednost. Če nekomu uniči novo kuhnjo, hvala Bogu, si je lahko privoščil, jaz je nisem mogla in je pač uporabno vrednost je imelo, za mene je enak pomen, kot za druga nova. Vrednostno je pa res razlika, a ne, tako da. Vaše izkušnje s sanacijo z zavarovalnico, vsem tem so slabe. Kaj pa sedaj? Kakšni so pa zdaj vaši pričakovanja glede te sanacije? Ja, jaz sam upam, verjamem, tudi to imamo sposobnega župana, vse, da bo res pridobil finančna sredstva, da se bo vse to, recimo tudi na objektih, ko je fasada uničena, jaz imam noter vsa vrata uničena, podboje, upam, da se bo to res rešilo, ker vem, kako je bilo v prvi poplavi, takrat je in sploh pomoč, ko to mine, je, kakor je, ker tudi iz Krasa, ki je bil tak požar in so šli gasit, so tudi rekli, ko so imeli uničeno vse, takrat, ja, bo, ko bi bilo treba, niti evra niso dobili. Jaz upam, da bo, vem pa, da imamo sposobnega župana, ki bo tudi pridobil in da bo gledal res na vse, da tole razlik ne bo. Sodi to območje na poplavno nevarno območje? Tako. Ker tule je hudournik in to privre dol iz dolin, ko si niti ne moreš misliti. Tudi, ko greš v hribe, prej je majhen graben, ob neurjih, mislim, zgrozi se, res, ko to vidiš. Niti jasno, ko greš danes v mirnem času ali pa tule Ljučenco gledati, je skoraj da ni. Tudi škarpe so bile leta 90, struga poglobljena, škarpe dvignjene, da sem jaz mislila, če bo pa zdaj poplava, pa ne vem, kaj bo. Ampak je kljub temu bila, ne vem, kaj so meteorne vode vse udarile, blata pa, sicer vode je bilo manj, se lahko vam slike pokažem, ampak blata pa več. V Braslovčah, v občini Braslovče so ravno zaradi takih primerov sprejeli ukrep, da bodo eno celotno naselje izselili. Vi ste v tej hiši že zelo dolgo časa. Ja. Kako bi se vi počutili oziroma soočili s takim predlogom? Ne, jaz se izseliti ne želim, čeprav vem, da sem na temo, ko je mirno, je tule za mene raj in se ne bom izselila, sigurno ne. Se pravi, sem že preživela 3. poplavo ali 4., ne vem, ampak ja, dokler imam življenje, dokler imam to, pojste, otroci so mi živi, lahko pa še povem eno zgodbo. Leta 90, ki je bila poplava 1. novembra, moja hčerka je imela 2. novembra rojstni dan, stara je bila 5 let.
včeraj je imela njena hčerka rojstni dan 10 let. Ko isto ni bilo časa praznovati, je bila predstavljena vse žalostna. Vse sem rekla, želim si, da si njena hčerka ne bi to spet skušala, ker je to, a ne, babica, mama, hčerka. Iz roda v rod prenaša. Ja, se pravim, to mi je pol kalno smislo. Poglejte, sam to si želim. Želim pa, da ljudje sodelujemo vse res, pa nobene kritike ali pa tučije, nobenih osebnih zamer. Pa ne gledati, kaj je on dobil, kaj je on vzel, kaj je to, pomagajmo si. Pa tudi zdajle pravim, ko levi, desni, ti, oni, pa kaj nas tole zdaj briga. Za mene je samo važno, kak si človek, da si pomagamo. Res, ne vem.